Ker so Igorja že predstavili, lahko grem kar direktno k tej knjigi, ki je druga od 3. Prva se je imenovala Simfonija v besedi, tale se imenuje Trdno pripovedništvo, ja. In končno se bo 3. imenovala Roman. Mi lahko razložiš malo namen teh poimenovanj. Zdaj, prva je seveda povezana s tem, da si ti tudi glasbenik, ne? Druga se nekako osamosvaja in še bolj pribija, da ni samo pripovedništvo, ampak je trdno, ne? In 3. je nekako sproščena, se mi zdi, kakor da si te svoje močne nagibe izživel in si se lahko prepustil temu, da pišeš običajen roman. V bistvu Meta si to zelo dobro uvedla, ker lahko se tudi razume to evolucijo od simfonije v besedi, ki je nekako ena pot od glasbenega pristopa k ustvarjanju do literarnega, pot do romana preko trdega pripovedništva. In tudi res, sicer ta roman je zdaj na dobrih 3/4 narejen, tudi je res, da te del je najbolj sproščen, najbolj zračen, najbolj sproščen. Zdaj, Nadica ga ima že kot urednica izdaj, ga ima že v računalniku. In to je tudi mogoče ena od, ko bo nekdo šel se poglabljati v to, kaj sem počenjal, ena od tistih zadev, da je pot do romana. Ja? In zdaj, ko smo predstavljali takrat pred lanskimi, zdaj je to že koledarsko, sem povedal o samem nastajanju oziroma nastanku, kako je prišlo do nastajanja simfonije v besedi. To je pač bil en odziv moj na en res pretresljiv dogodek v mojem življenju, ki mi je predstavljal življenje radikalno spremenil. In ko sem hotel nekako izživeti skozi ustvarjanje, to sem deloma slišal to kot glasbo, kot zvok, čisto glasbo, deloma se slišal besede. In na koncu so besede prevladale, to bilo leta 91, to delaš nazaj že, so besede prevladale in sem rekel, zdaj naredimo neke vrste sintezo, naredimo literarno delo, književno delo, kot da bi skladal simfonijo. Je bilo to prvič, ko si rekel, roman bom napisal? Ne, imam že roman prej napisan. En roman, sicer kratek, da note si mislil, da sem lovec na veliko napisanih besed, on je mogoče 100 strani, topičen roman, En dan je naslov. To sem, preden sem šel študirati v Ameriko, ker zdaj res se mene pozna bolj kot glasbenika, ker sem imel tudi 30 let na tem področju zelo intenzivno delal, tudi recimo imam opus 80-ih let, pa imam pa opus kar nekaj učencev, tukaj je tudi recimo moj en boljših, bolj slavnih Uroš Koširek. Tako je. Tudi sam pesnik, drugače tudi raven, ja. Ampak jaz na začetku nisem videl nikoli, jaz sem se videl kot ustvarjalca, to sem se videl, ampak nikoli nisem videl, da bom kdaj si upal tudi skladati muziko. Pred tem sem pa veliko pisal. Jaz sem začel pisati zgodbe že v osnovni šoli, dobro, tisti Ledina piše, naš Maja, sliki pisalo, Ledina piše, tam ti si mora tudi, ne? To so prvi koraki, ampak pa recimo leta 1978 je bila moja prva zgodba objavljena v reviji, ki se je imenovala Občasnik, sekcija za spekulativno umetnost. Jaz sem tam objavljal z ljudmi, kot se recimo Andrej Blatnik, pa Miha Kovač, pa dobro, Samo Kuščar, pa Matjaž Šinko. Moje spekulativke objavljal, jaz sem tam in Mulček bil, pa so mi jo objavljali. Dobro, jaz nisem rekel, da sem genij, ampak po drugi strani vseeno sem se kar dobro počutil, ne. A si kdaj povezal svojo epskost, ki je nedvomna? Da si pa nekaj da duša. Svojim rodom. Glej, na očeta mislim jasno. Zavestno tega nikoli nisem povezal, ampak ta zadeva sigurno deluje na podzavestni ravni, ker ti
to, kar teče v tebi. Ampak ti si imel verjetno vendarle neke spodbude tudi zavestne od njega. Ne. Tudi moj oče je tudi pisal. Moj oče je napisal eno pesnitev, ki sem jo prebral, ki je skoraj 100 strani dolga, ki lahko rečeš, da je epska pesnitev. Ampak v bistvu je tako, bolj filozofska. Zdaj, če gremo pogled Njegoša vsi poznajo po Gorskem vencu, ampak Njegoš ima še eno pesnitev. Luča mikrokozmos. Je pomembnejša in moj oče tisto svojo pesnitev na ta način pisal. In pa tudi, on ima tudi zdaj vlastno velik rukopis, roman, ki ga ni objavil, ki ga v bistvu kar precej tako, je tako zelo skripno kotu, v Mare skrivo in tam na drugi projekt, ki smo bili in tlele, smo bili potem za Bežigradom, tako da sem ga bolj proti koncu, ko smo stanovane praznili najdel, ampak se ga iskal, ker sem videl, da obstaja. Tako da on je bil drugač, kar sva se pogovarjala, on je bil blazen ljubitelj pa pristaš, ne toliko epske poezije, tele balkanske, ljudske epske, pa on je bil pristaš ruskega realizma. Tolstoj, Gorki, na ta način. Zdaj, mene tudi velikrat sprašujejo, kje so moji književni vzori in zdaj, če bi... Oprosti, že prej, ko sva se vozila v Kranj, sem ti rekla, da se mi zdi, da je najbolj svobodno in pravzaprav najbolj pisateljsko, naravno napisan tisti del, ki govori o tvoji mladosti. Ampak tam noter je tudi ta nesrečni Tugo, ki je dolg časa ena izgubljena duša, dokler ga starši ne prisilijo, tako ga ne prisilijo, da bo tudi on igral inštrument, sicer malo manjši, kakor si ga ti ne, klarinet. In seveda še bolj, bi rekla, spodbudna in ambiciozna mati mu določi branje, In tisto branje je pravzaprav to branje, ki ga je tvoj oče občudoval. Ja, to je Don Quixote, je to, ja. Ta zadeva je res precej biografska. Zdaj, recimo, moji starši so na začetku bili mistorevnike crkvina, lahko rečemo, ampak tu pa so pa knjige. Mi imamo doma knjig. In tam je tudi ena zbirka moja knjižnica, se spomniš, taka črta vijolična bila. In tam je bil tudi ena taka skrajšana verzija Don Quixota. Ampak to je zdaj, mi smo živeli v enem takem koncu, v bistvu to je tabor, ampak tisti del tabora, ki ga na novo pozidali, in to so bili v bistvu stanovanjske, ta naša stolpica, ki smo bili, to je bilo za inženirje, za kulturnike, pa za zdravnike. In tudi tam, ki je Tugo živel, to je bila Ilirska, Tugo tisti, vodila Tugo, to je bila Ilirska 4, nasprot, to je tudi tak v bistvu blok, kjer se je inteligenca, izobraženstvo, in to so bili ljudje, ki so študirali bili po drugi svetovni vojni, to ni bilo tradicionalno meščanstvo. In ljudje so... Igralec Albrecht stanov. Tudi pa Franek Trefalt, pa v temu Klinar, profesor Klinar je stanoval tle dosti takih znanih ljudi, ampak ti so vsi hoteli v bistvu svoje otroke, da bojo izobraženi, da bojo pridni, da bojo štrebali. Maja, ti si bila tudi ličnakinja, ne? In tudi ti si morala verjetno. In te je res kult tega, da morajo vsi biti pridni, ličnaki. Zdaj, to niso bili recimo, glasbena šola je tle veljala za ne toliko, da se ti sestaniš za umetnostjo glasbe. To je veljalo kot en tak trening, ki naredi z tebe urejenega človeka. In zdaj, mogoče, da si ta Tomek omenjala, mogoče jaz večkrat s sarkazmom prikazujem, ampak dejansko tudi tako je bilo, recimo tiste, da je podnote stripla, da so isko vadili, da so bili spod stripi so bili prepovedani, to je bilo tabu, ampak zelo, ker je bil tabu, so vsi to krajši dima. A si ta Tomek si videla o Savetu, se spomniš revije o Savetu? Ja. To je bilo res eno prosvetljenje, jaz sem to, pa ne,
Zadnjič, kad sem Da je zelo... spadal zraven tudi knjiga Bolj mladi vedeš, ne? Ja. Ampak zadnjič nekaj, se z Rokom se pogovarjala v reviji Svet, to je bilo tako dobro narejen. Do same knjige smo pa prišli doskrat pod prisilo in zdaj ta zgodba z Dugotom in z Don Kihotom je tako srečna zgodba, da so tudi bolj nesrečne bile in so se kakšni knjige tudi zagabile za celo življenje. Je pa nekaj res, tam zelo blizu nas je bila ta Pilinska knjižnica, to je tam zraven RTV-ja, in tam je en par tako prijaznih knjižničar, ki je bilo tudi Saša Vegli med drugim, ampak še ena druga je bila taka bolj mekna, blondinka, kot je bila najbolj prijazna. A se spomniš mogoče? Ja. In to je prav hotel si knjige si sposoditi, ker ti zmeri predlagala, recimo ona mi Sinkiviča mi je dala, mislim, da prebral z veseljem, ker bi ga tako prijazno dala, veš. In to je bila zname cela ekspedicija v tiste Turbo 61 pa do knjižnice, samo mogo iti čez Reslavo, ti skrižišem in pa strah, kad je bila Reslava v bistvu upadnica glavna do kolodvora in tam so tovornaki, avtobusi vozili. Zdaj se mi je delač, ne? Tista rdeča Bukov, če se spomnite zdaj v Ledine, tam sem šel tudi mimo, ne? Vsa drevica so imela njena, tudi takrat sem imela. No, da je seveda to pisanje Igorjevo, ne, zelo zavestno se vidi tudi v tem, da je knjiga zgrajena z različnimi pripovedovalnimi momenti. To se pravi, noter so vključena pisma, potem seveda dialogi, ne, pisma tudi zelo dolga, nekatera zelo dolga. In pa običajno prozno pripovedovanje. No, za sam začetek sem tukaj zbrala čisto... A smeli samo nekaj te prekidbi? Ja. Zdaj, ko si dialoge omenila, to je tista zadeva, kakšni tudi me navržejo. Eni dialogi so res posnetek govora dialogi, eni dialogi so pa pripovedna tehnika, pripoved skozi dialog. In to, priznam, tukaj nisem najboljš, pa sem prišel, kako bi to zadevo rešil, da bi to znal ločiti. In eni dialogi zato zvenijo predvsej, kdo bi rekel, napuhlo celo, ne življenjsko, ampak zato, ker to ni v bistvu dialog kot posnetek govora, ampak dialog kot pripovedna tehnika, pripoved skozi dialog povedana. In nekaj veliko. No, kar se tiče literarno-vedskih opazovalcev, je to njihova stvar. Oni imajo drug pogled, kot da imaš ti, ampak to nič hudega, veš. Ja, bo je očel tudi koril to, ne? Ja, ne. Zdaj, poštejem poline, ja? Ne. A veš kaj, Igor, gre za to pač, da so kakšne stvari morali pisatelji tudi uveljavljati takrat, ko še niso bile uveljavljene. Recimo, vem, da so mnogi založniki odklanjali roman v pismih, ki ga je napisala Mirjam Drev, ne? Ampak potem se je izkazalo to za zelo dober roman. Ne? Jaz sem se recimo prvič lotila, da sem naredila pesniško zbirko v pismih. Pač vsak... Se to je v bistvu stara tehnika, to je že svetlenstva, recimo Gordel Laclos, ampak tam je šlo sprav za določeno stvar, ne. Tukaj pa lahko ta pisma potegneš ven in jih pač specializiraš, ne. Pač pisma kot pesem ali pa pisma kot, seveda ti imaš tukaj zdaj en celo skoraj filozofski ljubezenski traktat, ne, ki že kad tisto pismo prebereš, si rečeš, to se ne bo dobro končalo. Ja. Lahko tudi presenečenje. Ne. Psihološko gledano veš, da to se ne bo dobro končalo. Ampak v redu, imaš še veliko časa, da razmišljaš. Imaš še 800 strani počasi. Kaj še vse bo pošlo, da bo to še bolj začinjeno in mogoče še bolj dokončno. Tukaj praviš zelo na začetku, Mark je pričela z mirnim glasom, oblačila, ki si jih pustil, mi bodo trajno ohranjala spomin nate. Zdaj v desni dlani odkrije tudi poseben predmet jajčaste oblike iz polnega stekla, ki je bil na dnu vodoravno spodrezan.
No, ta utež, steklena utež za papir, ki so jo včasih pred vojno imele, nam rekla ravno meščanske družine, ampak vsi, ki so se malo več ukvarjali s papirjem, ki so pač zato, da so tako gor položili in da je bilo to brez skrbi, če ni bilo v posebnih predalih in tako naprej. No, glej, nadaljevala gledal še bolj slovesnem tonu, na koncu prehajajočem v očitno vznesenost. V tej stekleni uteži za papir je 50 odtenkov zelene, utelešenje duše mojega otoka in sama njegova esenca. To je njegova pravitna podoba in ono, ki nenehno spremlja pogled od prve minute, ko se znajdeš v sanjski deželi trajnega zelenila. No, to je simbolično, je pa tudi naturalistično. To je malo aludira tale bolj seveda na to zeleno. Seveda, absolutno pa konec, ki vam ga pa ne bom razložila. Ne bom prav, bilo sem konec prebranja. No, jaz sem seveda drug tip. Jaz berem knjigo, kljub temu, da mi en konec pove, ali pa mogoče še prav zaradi tega, ker mi ga pove. To je pa zato, ker nimam nobenega odnosa do kriminalke, pa do detektivke in do teh reči. Skratka, ta zelena se s tole gospodično vleče od začetka do konca, kajti ta Šila Anja je, zdaj bom rekla takole jungovsko, ena anima gospoda Marka, in seveda tudi to zapravo, zato se ne konča dobro, ne samo zato, ker to pismo zelo dolgo, ampak zato, ker se ve, da kdor se moški identificira ali pa še celo poroči svojo animo, je to jasen znak, da bo stvar kruto propadla. No, Nada je bila brutalna. Nada je bila beseda brutalno. A ja, to je lahko brutalno, ja. No, ta Šila Anja seveda je ne samo negativna, ne, ker zakaj je ta anima bi bila tako zelo atraktivna in zanimiva za moškega, ne? Zato, ker je to ena plesalka, ki pleše pred moškim in ga vabi v materialni svet, ker drugače on lahko odtava v neke stvari, ki niso tako življenjske, recimo lahko seveda tudi zapade v depresijo, v kakšne te usporedne stanja, ki jih ljudje imamo. Ampak po drugi strani pa seveda je negativna zato, ker je v resnici vedno konkurentka karieri oziroma moški kreativnosti. Zdaj, tukaj se seveda to ne zgodi, ker grejo vse stvari drugače, ampak tukaj dobimo v bistvu namesto anime, namesto v telešenju Šile Anje, dobimo to potem neke vrste nadomestek v Izi, ne? Mislim, Iza je zdaj seveda drug problem, ne, to je, če bi zdaj jaz brutalno rekla, kaj je Iza, ne, to je ena razvajena, še na nivoju pubertetnice, čeprav je malo starejša, ne, oziroma študentka je, ne, ni več, ja, končuje, ne, ampak vede se pa tako, kakor da je v 8. razredu ena razvajena mrka, ki ima neke svoje ideje, kako bo, v bistvu ji samo hormoni dobro delajo, ne, in s tem pač moškega zapeljuje in spodbuja in tako naprej. Ostalo ima pa neke totalno
seveda nekultiviranega animusa, jasno, ki ga samo gospod starejši Markov oče takoj prepoznane in ga napič, tako kot Neptun napič sovražnico. Ja, tako na 3 zobne. In jasno, da onega se prepoznata, to je pač zanimivo, kljub temu, ker to se dogaja res na nezavednem nivoju, ne. Ja, ta spopad je čisto brez besed, to je samo... Ja, tako. Srečata se. Samo. Krvni streliščan. Ja, samo. To je tako pol skoraj, kot dobite razsvetljenje za delo, ne, se jo je razsvetljenje za delo samo v drugem smislu in tudi seveda izkušnja njena je bila dokončna. Tako da, ne vem, ona ne bi igrala dolg časa anime. Ona bi samo... Se pravi, ona je kaj? Namreč, ne, mislim, nadomestek je težko reči, zato ker ne bi mogla nje nadomeščati, zato ker že Mark sam v določenem trenutku reče, ja, moram najti ta prav trenutek, da se jo rešam. Ker že on tudi ve, kaj ga čaka. Ampak po drugi strani je prisegel, da tega ne bo naredil. No, to je zdaj seveda. A vam preveč govorimo, ne bo zanimiv brati? Ne, zdaj boš jaz ne bom izdajala, kakor boš pa ti izdajal, je pa tvoja stvar. Veš, me ti tako me prepraviš, da ti preveč potem zinem, No, če že tako zdaj govoriva natančno, povej mi vse, kako si ti ta lik gradil, recimo Šilo Anjo najprej. Veš, Šilo Anjo sploh ni bilo treba kaj veliko graditi, ker ona je s tem, zakaj sem sploh začel, zakaj sem se sploh vrnil k pisanju, ne? To je pač ta selitev, ko sem dobil pisma njena izpred 30 let, je bil to en tak res pretresljiv dogodek, ko se za glavo podimaš, pa rečeš, pa kaj sem jaz tukaj delal. In tle sem v bistvu res iz spomina sem potegnil. Kaj misliš pretresljiv v tem smislu, kakor je Evgenij Onegin, ki je rekel... Viš, da Tatjana bi mogla njegov biti, ne pa v ta starka, ne? Ja. Gremina, ja. Ta način. Ampak, čeprav ne vem, jaz, to sem že večkrat povedal tudi javno na takih predstavitvah, jaz sem probal s to Šilo Anjo, ki je tudi dejansko Šilo Anja in mi, Šilo Anja, to je najen dogovor, ona je Julie Ann, je pa Irkinja po obeh starših in po irsko, v tem irskem jeziku je Julie Ann, je Šila Anja, ne. Šila je Julija, Anja je pač ena, ne, kot slovenščina je Anja Ann. No, in so tudi oni se več pisala Julie Ann Collins, ampak ena pa Nikoli Ann, ker Irci imajo, moški imajo O, ne, če bi rodila moški, bi Okoli Ann, ker je pa hčerka ni, je pa Nikoli Ann, ampak dobro, to so te take, jaz sem... Ne v avtobiografsko fikcijo, zahajati, prosim. To se kot povedal, in od tega pa nič graditi, ker sem ga potegnil van iz svoje zavesti. To je čista, v bistvu, posnetek tega, kar sem v podzavesti spravljeno na list. Ampak vprosti, ti si tam verjetno v tistih pismih mislil, tako kot je Evgenij Onegin, da si zamudil raj. Ampak tvoja knjiga se pa drugač nekako odvija. Ja, veš, ena stvar je ena modrost, ki mi potem preletela, zdaj, če tako stvar zamudiš, pride kazen, ne? Na tem svetu. Misliš narobe naredil? Ja, v bistvu sem. A veš, zdaj, pusti zdaj to, ampak je vprašanje, če takrat nisi tega prepoznal, da je to zate raj, potem je vprašanje, mogoče bi lahko s tem rajem, tudi če bi se zanj odločil, ker to ravnal. To so vse možnosti. Glej, situacija, zdaj, to, kar je v knjigi opisano seveda na tak književni način, je tudi mogoče malo kdaj dramatizirano, kdaj je mogoče tudi okrašeno, ampak situacija je res ta bila. Jaz sem bil človek, ki se je poslavljal tega prostora, enega milija, v katerem sem se dobro počutil. In tik preden sem se poslovil od tega milija, sem se srečal s to Šilo Anjo. In prvo kot prvo,
res je tudi moj oče rekel, da se moram vrniti domov, ker je situacija doma težka in moram pomagati. In so rekel, Namreč doma pomeni zato, ker je šlo za osamosvojitev Slovenije, ne? Ja. Da ne bi mislil, da gre za družinske zadeve. ja, tako da to je res, mi oče rekel, čeprav moj oče ni bil šef danes službe, kako da tlele stari komor, ampak to, druga pa ta, veš, jaz sem bil tako rekoč, jaz bi mogel že maja iti, že pred vojno v Sloveniji, pa sem zbolel. In zelo tako zbolel. Se to tudi knjigi to piše. In sem zamudil tisti trenutek, potlej se pa je bilo ta problem, to bo pa za to Franca, ki ste na aerodromu delala, vedela, aerodrom je ta prvi bil, ki je bil zbombadiran in tam, koliko časa ni bilo tam, jaz sem celo spredal, ti malo pa si mene šel iz takrat, ne? Že sem že pozabil. Ja, mislim, ja, tako da je bil ta problem, da nisem mogel se vrniti, ker svi se ni vozil, ne? In jaz sem se tam najdel v limbu, dobro si tam v limbu, ne? Ki se pa spremenil, limb se je spremenil kar nekaj v nekakšne nebesa. In ko se limb spremeni v nebesa, se človek tudi malo zmede. No, pa dajmo ta limb zdaj, da ne bomo preveč še knjižje šli, mogoče pripincenim odlomkem, da boste videli, kako teče to Igorjevo pripovedništvo. Pa ne ga vojnega tega. Katerega? Ne vojnega. No, tudi jaz sem pomislila. Ja, Zamenjala. ne zaradi, da bomo konsistentni s tem, kar se pogovarjamo. Ja. Torej, ta odlomek pripoveduje pravzaprav o prvem srečanju glavnega junaka Marka in Ize, kot smo zdaj slišali, nadomestka, ampak Meta pravi, da ni bil nadomestek. Grdo sem se izrazil. Resnico boste videli v romanu, tako da ne bomo zdaj mi tlele odločali, zakaj pri Izi gre. Kdo ve, koliko časa je že sedela tam? Zdela se je negibna, nekakšna čuvajka elizejskega spokoja, ki je vladal v tem kotu nevelike dnevne sobe. Kvečemo meter stran od gneče in trušča razbrstane horde zabave ženih gostov. Ko sta se ujela s pogledi, je zrla naravnost vanj in kdo ve, koliko časa ga je bila tako opazovala, ne da bi se on tega sploh zavedal. Ko si jo je zdaj dobro ogledal, si ni mogel upirati misli, da je na njej nekaj, kar mu vzburja nad vse lepe in tople spomine, ter v njem podžiga hrepenenje. A to ni bilo pijansko blodenje, ki je pa še daleč se ni bil tako odpuljil, da ne bi bil zaznal očitne drugačnosti, začenši z vtisom celotne njene podobe, ki je bila prepoznavno čvrstejša kot graciozno manekensko telo šile Anje. Tudi oči so bile izrazito zelene barve, ne temno modre, da si prav tako globoke in velike. Predeval pa jih je neizogiban izraz nepotešene otožnosti, ko se je zdelo, da bi se vsak hip iz teh oči utegnila v trnik bridka solza. Imela je enako polne ustnice kot šila Anja, a tudi te so bile drugače oblikovane. V izraz ali izrek predirljive tožbe. Niso bile tiste zapeljive, ali če govorimo umazano, fukiš, kot pri šili Anji. Tudi lica so bila bolj polna in obraz prej okrogel kot pa podolgovat, a znova ne tako drugačen, da bi se mu v spominih ne utrnile sličnosti. Lasje so bili enako bujni in košati, tu se tako rekoč nista razlikovali, le da njeni niso bili tako temno rjavi, pač pa bolj lisičje rjave barve in v njeni bradi se je videla majhna luknjica kot pri Avi Gardner. Čeprav je bila oblečena v preprosto, najverjetneje kar doma krojeno enodelno obleko iz karirastega blaga, kakšnega klana MacLeod, ki se je končala malo nad koleni, na nogah pa je nosila temno zelene žabe,
se je vseeno razkrilo dovolj telesnih oblin, da je zapazil, kako je bolj prsata od Šile Anje, tudi širša v bokih, čvrstejša v zapestju in gležnjih. A te razlike znova nikakor niso bile velike, celo kričeče. Bolj bi se dalo govoriti o različici enakega in zato se je celo po minuti medsebojnega nemega opazovanja še vedno puščal ujemati v privid. A tudi ona je trmasto in vztrajno molčala in ves čas ni skrenila pogleda drugam. Skoraj gotovo se je pletlo po glavi, da mora biti Konomor tisti kavalir, ki bo prvi spregovoril, saj tako veli red in navsezadnje je imela povsem prav. Midva se pa ne poznava, jo je Mark precej štorasto nagovoril. Jaz sem Mark Konomor, kdo si pa ti? Iza, je enostavno odgovorila. Violino igram na drugem pultu sekundov. Mislim, da bo dosti zaporudel, ne? Ne treba verta, ne? Ja. Pa bomo pa mogoče še, ne vem, kako sta se razšla po tem prvem večeru, ne? Z obetom srečanja ponovnega. A mi lahko mogoče kaj več poveš, oziroma nam poveš, kako si pa gradil moški like, ki jih je zelo veliko seveda. Nekateri liki so grejeni arhetipsko, ne? Ampak nekateri liki so pa kombinacija arhetipskih likov plus živi liki iz mojega življenja, nekateri so pa čisto iz življenja. Ne? No, kateri so recimo arhetipski? Arhetipski lik je recimo stari Konomor. Zelo arhetipski lik, ne? Arhetipski lik je tudi Nemezis Fakin, ne? V bistvu je zgrajen tudi iz 3-4 likov, ampak je pa tak arhetipski negativca, ne? Arhetipski liki sta tudi mogoče Milica pa Dragica. Ki sta tudi, bomo rekli, 10% po res dveh osebah iz mojega življenja, ampak spet je tak arhetipski lik, ki ne bomo rekli česa, ne preberejo. Velik tega arhetipskega je v mojem pa treba še malo moškim. Moškim, dobro. Arhetipski lik, recimo, so tudi kolegi v orkestru. Arhetipski lik je tudi ta skladatelj, ki napiše Konomorju skladbo. Zelo arhetipsko sem ga postavil, pa ne zato, ker ne bo domišljije, ampak tisti, da veš, kako razmišlja, arhetipsko, kako razmišlja glasbeni ustvarjalec. Kaj bi še? Pa je glasbeni ustvarjalec arhetipsko, tako razmišlja, kaj je tvoj skladatelj? Glasbeni ustvarjalci razmišljamo zelo arhetipsko. Moramo. Ja, moramo. Ker a viš, zdaj, vsej ta struktura, ko priješ do glasbenega dela, je precej bolj postavljena, mora biti postavljena, ker se stvar sesuje, kot na vzvrtve, potem, ko pride do končne izvedbe. Ja, oprosti, ampak zdaj mogoče se nisem dost skoncentrirala na njega, ampak predvsem, ker mi je od njega ostali v spominu, je to... A da je gledal Izo v dekolte? Samo to, da ima en mudr kompleks, velik, močen in... Je, ampak pa Iza tudi dober dekolte. No, ampak tudi če je to, potem so pač... Ne, je več, ni to samo stari pohod, imaš kar en cel niz komunikacije z njima, ne. V bistvu tudi tudi ta skladba se pravi teli Filipike, tle je kar sigurno tam enih 40 strani, pa 50 sem posvetil temu, kako je do skladbe prišlo, do same genice skladbe in tukaj se tudi potem zelo arhetipsko pokazal, kako skladbe razmišlja. Zdaj to bo rekel, da se považiš, ampak ne, mislim, da tudi to je lahko bralcu zanimivo, ker imam, mislim, to je izkušnjo iz prve osebe, ne, in ta svet, dobro, Tomas Mann je probal, recimo, dr. Faustusu, ampak Tomas Mann ni bil skladatelj sam, jaz pa sem in
to zadevo poznam res iz prve roke. Ne? No, še verjetno se tudi skladatelji Seveda se. Glej, znotraj arhetipa imaš ti potem vse variacije. Ne? Ja. Ampak ene zadeve, da govorimo o arhetipu, ene zadeve stojijo in so nespremenljive. Ne? In jaz vedno za B pravim, če moram z eno besedo označiti to delo, ga označim kot alegorijo. In alegoriji imaš arhetipe noter. Ja. Kako si pa, kakšne usode se ti je zdelo primerno, da pripišeš ženskim likom? Kako si se to odločil? Več ali manj so vse te usode notri so pobrane kar iz žive izkušnje. Tako da... Hočeš reči, da si jih zaslužijo? Ne zaslužijo. Ne zaslužijo. Vse te usode so v bistvu, nisem jih pripisoval, več sem jih v bistvu opisoval. Zdaj, v bistvu v ene alegorije sem spravil usode, ki so dejansko potegnjene iz resničnega življenja. To ni tako, da bi jaz rekel, da bomo pa ta lik bomo pa tako prepeljali, pa so to na koncu zgodili. Ne, v bistvu sem probal več, kaj sem enih 7-8 zgodb, sem probal združiti v eno in da prepeljati do konca. 7-8 zgodb, ki so se dejansko zgodile. Ampak se tičejo ene ženske osebe, ženske vprašanje. Tukaj je ene, ampak v resničnem življenju pa 8. Vsi liki, razen Širanje, Širanje tukaj si viš, je pa te anima, ne? Anima pomeni nekaj breztelesnega, nadčutnega. Vse ostali so zgrajeni iz 3 ali pa 4 živih modelov. Ne? Ker prvo kot prvo, zdaj, nisem hotel tudi, da se res vsak takoj prepozna, ker ni bil namen, da bo kakšnega namočil, to kot prvo. Tako drugo pa tudi, se veš, ko baš takole lik narediš iz 3-4, postane stvar več dimenzionalna in bolj zanimiva. No, vsekakor pa tudi mogoče manj navadna za kakšne take zadeve, ki jih je. No, Čeprav moram ti reči, da tiste sodbe, ne, ki so se zares odvijale pri Bredi Smolnikar, Tista Rešica. Ne, hočem reči, ne bi tam nič pomagali, da bi bil en lik skrajen iz 6 ali pa 7. Zato, ker so tožnice prišle s staro poročno sliko, na kateri sta bila moški in ženska. Moški imel brke, ženska je imela tukaj zadnji spletene kite v tisto košarico. In oni so rekli, ona opisuje naše starše. Moj oče je imel brke in mama je imela kito. Zato ta sodba padla. Zato je ta sodba padla tudi na Evropskem sodišču. Ampak je bilo pa veš, kaj... Je že enostavno predpadla, zato ker je rekel... Ampak kaj je mogla Breda Smolnikar? Ja, 15 let. Prežvicala tega. Pa ne, bi mene bilo že prav tukaj strah, da me še dožil. Hočem se zaogniti temu, da bi kdo to knjigo, ko bi jo prav začutil kot napad na njega. No, ker ni. Seveda. Še tudi ona ni to mislila, veš, da bi bil to napad na kogarkoli, ne. Ampak se veš ljudje... Ampak zdaj, kako smo se dobila tam na festivalu Sanja pred 2 letoma, ki smo pravila pa za Pikala. Ja. Da Pikala pa prav v takih dogodkih se hvalil, kako je ena moč. To je pa druga stvar. Če se pa hvališ, pa dobro si, da si zaslužiš do tega 1 za milijon evrov toži, ne, kako so ga že tožili. Ja. No, še ena zanimiva stvar je v tej knjigi, ne. To so ene besede, ki te recimo, ko bereš, nekako normalno sunejo. Recimo, rodna mati, otet, deca, plač, ljudska nrav, zemeljski vek, prištedit,
jel spraševati, kali in tako naprej. Prav nedvomno je, da pri takem pisatelju, kot si ti, imajo te besede svoj namen. Imajo. Da se tak lik Cvetobir, razen zemeljski vek ni, če je arhaizem, ampak vse ostalo se smatra kot arhaizmi, ne? Ampak jaz jih ne uporabljam zato, ker bi hotel zbuditi tak občutek starinskega jezika. Jaz jih uporabljam kot del besednega fondusa. In zakaj bi pustili besedo, da res izgine, umre? Recimo angleščina, ki ima večji fondus besed kot slovenščina, oživlja besede. Imaš prav, recimo, če greš v Google, imaš prav tisti diagram, kakšne besede so v času Shakespearea popularne, pa so čisto padle, da so spet popularne. Zakaj bi tega v slovenščini počeli? In zdaj glagol jeti, ne? Glagol jeti je za marsikoga heca, ne? Kakšni niti ne veste, da mislimo te jeti, ne? Kaj so to že? Snežine božje, ne? Glagol jeti me čisto iz glasbenega stališča mi blazno zmehča mi stavek. Če bi mogel tisto uporabljati, ker namesto tega bi bilo bolj trdo izvedeli in da doskrat uporabljam, ampak zdaj spet ne tako, ker se ga uporablja, kaj se vem, Jurčič ali pa Janko Krstnik, ne? Ker bi mogel potem tudi strukturo stavka tako narediti, da bi na konc glagol, pa vse to veš. Ne. In zanimivo, prej, ker sem ravno govoril o tej zbirki Moja knjižica. Zdaj ne vem, mogoče so bili stari prevodi, tudi to je možno, da so bili prevodi izpred druge svetovne vojne, ampak te knjige so bile tiskane, to je mladinska knjiga tiskala, če se spomnim, to je bilo tiskano večinoma v 60-ih letih, ne? Ja. In najdeš še noter, glagol jeti, vse te forme, ta pasiv je v to, je v tisto, ne? In ne vem, ti si v bistvu študirala to, a je to tu Podišič prepovedal, ali kot s tem? Ne, mislim, to se premaj rabili, ne, če samo 2-3 uporabljajo. Se to je knjižna oblika, se tu, ja. A veš, je potem pač nekaj, kar bolj ali manj že odmera in to je tako, ker če imaš še 3 ptiče, v Sloveniji rečejo pol, da ni nobenega več, čeprav so še 3. Pač nekako Jaz sem ga zaradi melodije, res, ker je zelo zmehča. Razumem, pač, ki smo tukaj gotovo ožji in se mogoče še bolj štereoglato ali pa nespodobno držimo tega, da je slovničar evidentira jezikovna dejstva, ne pa da je zakonodajalec. To nas pripelje tudi tako daleč, da gre v erozijo. Ja, fundusov besed. Ne samo fundusov besed, ampak sploh erozijo, kakšne grozne stvari delajo napovedovalci na radiju z naglasi, ne. Se je zdaj pravzaprav štajerščina zavladala nad vsem, mislim. Ker ni več ajte kalana, ne krančanke, da bi ljudjo. Ne gre za krančanko, ampak ne moraš reči avtobus, ne moraš reči še drugih talov, tudi ne moraš, jaz ne vem, kako je nemogoče to, da se kar naprej uporablja koristiti. Ne, koristili so ne samo dopust, ampak so koristili. Ja, to je novinarski žargon, to je čisto novinarski žargon. Ampak kaj še da so koristili? Ne samo dopust, ampak kaj še? Vse ostalo, Koristili so javne sredstva. Ja, vse pač, vse, kar je treba uporabljati, oni koristijo, ne. Ampak vidiš tole, ko si jih omenila radio, na radiju smo imeli blazno rigorozne in rigidne lektorce, to bi tako leteli, rekel, to je jugoslovenarsko, srbizem, nisi svečan, ne bisko sprašal. Tudi vse, kar sem tudi v svoje vdaje, na radiju sem glagol jeti uporabljal, to je letelo, tako, Tako da sem rekel, če mi daj, kaj je napisal, pa noter ostalo to. Kaj se ti zgodilo, glede na to, da nočeš imeti nočni bazine, da so ti naraz upravili zijem, ne? Ampak, veš, edini avtor, ki si ni dovolil in res je vztrajal na tem, ker je naredil tak cirkus, če so kaj naredili drugače,
je bil Saša Voga. On si pa res ni dovolil popolnoma nobenih sprememb v besedilu, ki ga je vdal. Zakaj? Zato, ker je skozi govoril, da slovenščina ni jezik za 2 milijona idiotov, ampak je jezik za 60 milijonov pametnih ljudi. Če sem pa kolegica lektorica, rekel, da je idealno za lektorirati navodila za nekaj razdelila. No? Sve je pa še par detalj. Ne, kar sem hotel reči, zdaj, sej mora biti, recimo, radijski jezik po drugi svetovni vojni je zaslužen za izoblikovanje recimo italijanskega jezika, nemškega jezika, angleškega standarda, tudi slovenskega standarda, ampak po drugi strani je to so tako delač, recimo, to štorijo sem povedal, ne če sem daj na teh srečanjih povedal, ampak zdaj povem, šefica lektoric, ne bomo zdaj izmeniti, da ne bo to, ker se žalenega počutil in meni tukaj spremljena dala stvari, da sem enkrat potaknil Cankarjev odstavek iz Cankarja in še tiskati čisto. Jaz sem popravila, bolo smetala in se sem vetkrat priznala, kaj sam se. To so pač posebni lektori, ne. Profesor Paterno je imel navado reči, da gre jezik študirati siguren nekdo, ki ima kakšne neke posebne psihološke probleme, ne. Ja, božanski kompleks, s tem reči, ne. Ampak hoče po drugi strani reči, ne, da v Angliji povsem jasno, kakšna je zborna izreka. In da ti ne moreš nekje nastopati, kjer je zapovedana zborna izreka z nekim drugim odnosom do jezika. To že je, ampak viš, je pa nerazumljivo, recimo, meni se to zdi nekaj vrsta mazohizem, da zaradi tega, ker mogoče ena beseda se izgublja v izborni izreki, da je ven držeš. Veš, ker glagol jeti nikoli ni bil glagol enega pouličnega ali pa gostilniškega. To je pa zelo knjižna oblika. Oni ne gledajo zborne izreke, ker po zborne izreke tako se propada, ker zborne izreke je še manj kot za 3 ptiče, ne? Kje pa je? V parlamentu je ni, javni govor je ni. Marjan Šefca, skar ni več srpetniški zelo govori o zborni izreki. No, ampak ima zelo omejen besedni zaklad. In tudi zelo nedoločnike pravilno zgovarja z i še podarjih. To mislim, da je tako lajno učila, ker še naradi delo zgovarja. Gotov, ne. Ampak pač pustimo zdaj to, ampak resnično tukaj gre Rusija predaleč, ne. Ja. Predaleč gre. In mislim, da tega, zmeraj se ostavimo v teh pogovorih, no tudi tisti nedoločniki, pa ne bo, ker smete to mora zagovarjati, ampak jaz mislim, da je tudi ena izmed in časti in privilegijev, pa tudi mogoče enih srčnih dolžnosti književnika, da se bori, da besede ne izumirajo, da besede ne umrejo, ne zginejo. Ja, vsekakor ne. Tukaj se lahko borimo do tiste meje, ko v knjižnici toliko in toliko časa ne sposodijo več tvoje knjige in jo vržejo ven oziroma jo počnejo prodajati na Bukli. Ja, glej, zdaj, če bo zaradi Dragola jeti, za to zgodine pa Kurz videl vse skupaj, ne bo to skraješ. Ne bo. Zelo zanimiva je bila ena opomba, ki sem jo slišala od nekoga, ki je sedel nasproti mene v sobi, ki sem jaz brala to knjigo, ki sem jo imela na mizi, in je on gledal to knjigo, ki je nekaj svojega bral tudi. In je enkrat rekel, jaz vidim v tem človeku eno ogromno samoto. Seveda ni bilo mišljeno, da si ti osamljen človek, ne, ampak v resnici mi je prav. Zato, ker ti si mogoče še večji junak, kakor profesor Turk, ki pravi, da mu žena pusti delati 12 ur na dan, ne. Jaz mislim, da ti delaš več kot 12 ur na dan. Tudi 15 potrebno. Ja. No, to so pa tudi očen. Ampak kako ne zaradi tega. Kar sem hotel reči,
Sveda, ustvarjalni proces, ki toliko obsežnega dela, to je ogromno ur samote, seveda. Ampak vsako ustvarjalno delo je samotno delo, tukaj ne moreš ti se pogovarjati, biti na telefončku, televizijo, roditi s fotoma, ne. Ampak jaz sem takrat, ko sem mi rekla po telefonu, sem to prvo rekel, kaj se bo še spomnila, ker na enem posvečen v Cerknici me je voditelj, spet ne bomo z imeni, me je sicer tako kao v dobrem duhu me obtožil, sem narcis, ne, ti besede uporabljam, ti se važeš, kaj ti besede poznaš, da ostavijo pa trpeti, ki imaš jezik 15. stoletja. Zdaj, sej on je to v dobri veri povedal, ampak tudi v dobri veri povedal, dajte mečkaj zbode. A sem res totalno podzavestno latenten narcis, a sem res latentno usamljen, ampak potem veš, sem šel razmišljati, ker sem tam mečkaj sem bil kar malo prstjen v Gorenci, ker sem mi to povedala. Pa sem šel razmišljati, kaj je ta tvoj prijatelj mislil? A je mislil, da sem usamljen kot človeško bitje med ljudmi v tem vsakdanjemu zemeljskemu veku? A samota to, kar jaz počinem, da sem samo v svojem početju, tako, ja, no. In tukaj imamo pa prav, ker jaz kot prvo, zdaj ne razumete, da vsak način hoče biti samo svoj, pa drugačen od ostalih, ampak nekako vedno mi rata, da tak sem, ne. In ciskar delam, potem gotovim, opazim, da je res tako drugače, ko vsi stari delajo, da sem res samoten. Ja. Tudi ne bi bilo tako zelo enostavno, recimo, ti vsekakor si senzitivni tip, če grem zdaj spet malo k mojemu dragemu Jungu, ne, zato ker si na vse zadnje glasbenik, ne. To je poklic enega čuta, Ja. ne. Ampak zdaj, če bi imel še druge čute, da bi bil še bolj haptičen, pa da bi bil še gurmanski, seveda so bili tudi gurmani med glasbeniki, seveda. Recimo, Ja, no, ampak si veš, čuti prazno vlečejo v družbo. No, In potem si ne moreš prvoščiti, sicer si vedno pisatelj, ne, ampak si nekako zadovoljen z 200-300 stranmi. da sem pa v bistvu prav na ta levi prinesla, bi rekla, spet Gorenci, ne. En človek, ki je blazno, res genialno popisal družabnost svojega časa, je sigurno Balzac. In za Balzaca, če si brala, najboljšo biografijo je njegova, da je zakonska hči napisala. Balzac je bil človek, po definiciji tvojega prijatelja, res človek samote. Sveda, če je hotel se to napisati, je mogel sedeti pa pisati, ne. Ampak vsake toliko časa, seveda, je mogel on tudi v družbo iti, da je začutil utrip, da je pogledal skozi to in da je potem to lahko spravil na papir. Tudi jaz nisem zaprt, da smo lahko ščen stolp. Ne morem biti, ne. In tudi nisem jaz lutomrznež, ali pa da bi jaz takole, a se spomnite pred Dekamerom, ki si mogel menjati ta prva zgodba Klerca Mrzelega, ki je bil na stolpu gor zaprta. Se spomnite Dekamera, nadaljevanke? Predvsem Mile Kačič. Ja, Mile Kačič, ja. Eno, tudi to je ničegansko. Večer je na mizi. Še nekaj smo, prav. Ne, samo tiho predstavljam. Ja, tako je. No, da moja samota ni prezir človeštva, da moja samota je tisti čas potreben za del. Sveda, obstaja pa tudi samota in tudi obstajajo tudi ustvarjalci, ki iz prezira do družbe grejo, se zaprejo in potem bruhajo, ne. No, jaz mislim, da prav iz prezira ni bilo, največkrat je bilo iz norosti. Ja, okej, dobro, jaz sem lepš povedal. Ja, jaz sem vam lepš povedal. Ampak, recimo, če pogledamo naše ustvarjanje, pa preteklo ustvarjanje, veš, je tudi en Bach,
je kdaj pa je on imel čas, samo še tiste otroke je lahko naredil, drugače pa... Zato jih je pa naredil, da je imel čas potem še vse to narediti, kar je naredil. Ja. Ja, Otroci so bili tam vsi, to so bili vsi do zadnjega, so bili vpeti v proizvodno, če rečemo temu tako. ja, ne, mislim, v bistvu se je to strašno veliko produciral, ne. Sicer danes, če gledaš, bi človek šel rekel, da se danes bolj, ampak ne, danes se bolj več ljudi producira, ne en sam toliko veliko. Veš, da smo v bistvu tako sločnico dala, tukaj tudi nekaj mojih žlahtnikov, sicer moja generacija. Veš, zelo podobno, kot si Baha omenila. Bach je imel ogromno otrok, ogromno jih je pomrl. Zdaj, družine so bile včasih zelo velike, recimo Jože, prav se je po 9, ne? 7, ampak recimo generacijo nazaj, vem, naša žlahta po 13-14 otrok. Moj oče še je bil 10 otrok. Tako. In zdaj, ko danes hočejo to govoriti, da je to treba dvigniti, da to ni bilo mišljeno zaradi natalitete ali pa zaradi nekaj narodovega obstoja. To je bil čist ekonomski vidik, ker so te otroke že pri 5-6 letih dali služiti. Oni so v bistvu, otroci so v proračunu prispevali. Tudi Bach ni imel zato toliko otrok, ker bi bil tak ljubitelj otrok. On je imel, če kaj veste, kdo je Bach, je to Beckett, nikaj ne bi to doje, ne? No, on je imel službo pri škofu v Leipzigu, pa še pri enem knezu, ki je mogel vsak teden veliko vokalno-instrumentalno delo, kantato napisati. Budek se je vedno srečal kot dal je mečkaj taki skic, v soboto ali nedeljo so mogli to pet igrati. In zdaj, na koga se najbolj lahko zaneseš? Na svojo familijo. Ne? Žena mu je bila pevka, dober glas, otroci, vse so bili večina pa vsi skladatelji tudi, ne? Pa sovračal se ga pa, kot je staro govorilo, se ga sovračal. Ti boš tole kontrapunkt naredil, ti boš tole v reverze, ako postop, ti boš tole teatrona fugo, ti tole prepiš, pa še dopiš zraven tiste part. Tako je bil referenj, tako so naredili. Vse Bach je dal idejo. Isto pri slikarjih, se veš, da so te, recimo Da Vinci je začel podvajanjstvo, pa sam svojo delavnico, on je naredil snutek, ti boš tam naklčka narisal, ti boš v repetnico, ti boš v zadje. No, seveda, Manufaktura. z individuom ne, se vse stvari spremenijo. Ja, to je preneslo svetljenstvo pa 19. stoletje, ne? Tako, Ja. seveda. Mogoče bi dali občinstvu še malo besedo. Ja, So bi kaj vprašali, kaj povedali. Mogoče začne Nina. Najprej občinstvo, da račemo kakšno vprašanje, mogoče. A se upa kdo? Tiste, ki si upajo, smo doma pustili. A ja? Treščica smo doma pustili. Ne, kar vprašaj mirno. Maja se mora, mogoče. Mogoče od vas kdo prebral že kakšne liste, ne vse, ampak tako, da imajo liste v knjigo, da jo imel v roki. To je težko spraševati. Ja. Brez koliko knjižičar posla. Nina, pa ste, ne? Listala sem jo sam. Do kjere strani? Ja, listala sem jo poskus in skozi, ampak nisem je pa res nebrala. No, ampak recimo tako, če odprete, preberete pol strani, greste naprej, čez 20 strani spet preberete, četrt strani, pa tako, kukor človek pač malo gleda, kaj pisatelj kaj dela, ne, če kaj tazga najde, da mu zelo pade v oči, ali v srce, ste kakšen občutek dobili. Jaz ne od začetka do konca. A je drugačno berete? Ne, mislim, sem jo prelistala, ampak nisem brala, res ne. To pa res ne. Tako da, če je kdo drug, mogoče ima kakšno izkušnjo. Ja, evo. Sem na vas računala. Ja, mi domači na Valamu. So založniki B-ja, založniki A-ja, ne? Jaz kot pač direktor založbe, jaz lahko to reči, jaz bi rekel najprej en komentar. Smo v času, ko je branje, samo branje postalo luksus, da si ga marsikdo ne more privoščiti.
mnogi zaradi tega, ker so preveč zaposleni ali pa smo telefončki, ne. Še večji luksus je pisanje. Še posebej včasih, ko pisanje ni podprto strani politike in ekonomije, že danes, ko tudi knjiga ni podprta, saj to rečem zdaj za nas producente. Jaz sem seveda kot založnik, smo šli skupaj v to tvegano potezo, danes je tvegano delati tako obsežne knjige, ne povem, da celo v angleškem jeziku je bilo tvegano Tolkiena celo objaviti. Založnik je zelo okleval, preden si upal 1000-stransko knjigo. Je to veliko dejanje, z katerega je tudi sam avtor zaslužen, ker sem mu mogel odkrito povedati, da je to boj. Jaz seveda sem toliko pripravil, sicer je urednica Nada, bi si pripravila, ne? Možda ona ima kaj komentirala, Skoraj da celo dvakrat, ne? Ja, no, Že potem, oziroma zdaj govorimo o Bellu, ne? Seveda prvič pred lekturo, drugič po lekturi, ne? Tako da ja, kot urednica naj povem, da sem Igorja zelo prijazno nagovarjala, pač nisem zelo oster človek, ne, to mi malo manjka, da bi morda kaj oklestila skupaj, kaj pokrajšala, spustila od 10 pridevnikov v eni povedi vsaj 2 ali mogoče 3, ampak me Igor prepričal, da ne. In potem sem jaz nekako se umaknila, ker sem na eni točki, ko sem bila pa že toliko noter v knjigi, začela dojemati ta njegov slog, ne? Ta njegov poseben, zelo oseben slog, ki seveda ne bo vsakomur všeč, ne? In mogoče se marsikdo tudi ne bo prebil skozi to knjigo, ampak vse je namen pisanja, da smo všečni. Najbrž ne. Svetu ni knjige, verjetno ni knjiga, ki je bila vsakomu všeč, ne? Zdaj, ki si to izpostavila, kaj na platnici je tisti stavek ima 15 pridelkov, ne? Mogoče sem dolžen pojasnilo, zakaj ima ti stavek 15 pridelkov. To je iz knjige A, Simfonija v besedi. In to je en prizor, ki je v bistvu precej intenziven, ko pride do enega zelo hudega razkritja. In tista oseba, ki je bila zelo prizadeta v tem razkritju, začne to prvo z enim pridelkom, potem pa pride na konec do 15. In ti se moraš, kako reče v glasbi, če se to kole gre, kako se reče v italijansko, crescendo. To je bilo čist literarni prikaz crescenda. S pomočjo pridelkov sem prišel, to prvo rekla, da je kot da bi kamen zadel v glavo, potem pa, čakaj, na konc je pa rekla, upam, da bom videl. Počutila se je kot pokošena, obglavljena, razžaljena, do skrajnosti ponižena, potlačena, onečaščena, zavrnjena, sebi sovražna, obupana. Iz kamna v glavo od tega prišlo in proste. Ja. In na ta način sem v bistvu prevedel, to je moj način, se reče, da bo to zdaj vsak počinati. To je ponazoritev crescenda, ne? In doskrat je to tako, seveda ne pomeni, da sem jaz tisti genij, ker ne bom dovolil niti vejce premakniti z lektorico Tatjano Capuder, sva krasno sodelovala, veliko njenih popravkov sem sprejel, tudi Nada, napake delam, besede se ponavljajo, dolgočasen sem tisti ven, tudi Meta me je zelo šestan parkrat, sprejemam kritiko in tudi Meti sem obljubil, ko bo cela trilogija, pa ko mi nekaj 5 let, če bom doživel, počakal bom šel vse še enkrat in bom tudi sam pucal zadeve. No, jaz bom dodala samo to, da ta stavek lahko govori o neki ženski, ki rada zapravlja, ne? In če ti rečeš eni ženski, ki rada zapravlja, da ne ima manj zapravlja, bo jasno rekla, da ne more, da kup samo najnujnejše, ne? In po drugi strani so te stvari lahko primerljive z zapravljanjem denarja. Zakaj? Profesor Paternu je, prvi moj učitelj
za poezijo, je rekel, nobena pesem ni nikoli prekratka, predolga pa skoraj vedno. Druga stvar, ki je Petrnu govoril, je rekel, veste, pridevniki so izdajalski. Če imate veliko pridevnikov, pol je že ena inflacija zadnji. Ja, tudi krešena je inflacija zelo. Ne, zdaj ne bomo z glasbo upeljevali besedne umetnosti. Glasba ima svoje zadeve in tudi, če ti trošiš veliko not, ne, se veš, so rekli Mozart tudi, da ima preveč not, kako se bo enemu poslušalcu lahko zbirati. Nekaj pa to, kakor jih je treba. Tako, seveda. Poznam tudi enega filmarja, zelo znanega, žal že pokojnega, mojega prijatelja Ivana Obrenova, ki je imel strašno dolge kadre v svojih alternativnih filmih, za katere je dobil tudi nagrado v Areno v Puli. In smo enkrat, mislim, da v Kočevju vrteli njegov film, ne, in en se je strašno razburil, sitan je bil, rekel, kašni dolgi kadri in tako naprej. In on je rekel, izvini, dečko, koliko dolgo ti piškiš? Pa je on rekel, koliko mi treba. Pa vidi, ja, trebam kadrove, koliko mi treba. Ne, To se pravi, subjektivno je vedno možno, lahko jih je še več, ne? Ampak dejansko, če gledaš to stališča denarja in bančništva, ne, tam je nekako dobro, vedno je dobro, če se špara. Ja, ampak, a veš, daj možno tudi investirati, ne, pa tudi denar zapraviti. No, seveda, jasno. Ker drugače bo rekel zgorilc, če sam šparaš. A veš, kako je, tudi jaz mislim, da napotek dobi nekdo, pa če ga sliš, če ga hoče slišati, je njegova stvar. Če se mu pa zdi, da je totalno odveč, da je to mimo njegovega stila, pa tudi bom rekla, mimo njegovega življenja, a veš. Ne, tukaj je bila res čista intenca. Intenca je bila tukaj, ker jaz sem dejansko po principu zlagane glasbe sem pisal in tukaj sem marsikatera stvar naredil, ki je mogoče stališča ene teorije, literarne. Ne, poglejmo samo stališča psihologije. Če nekdo zelo veliko pridevnikov uporabi za to, da pove, kako se je počutil, kaj si misliš o tem človeku? Spet, da se vračamo na A. Ta prizor, ki je tam opisal, se dejansko zgodil in se priča. In dejansko tudi ta oseba, ki je model bil za to, je stopnevala. In to ni zdaj zapravljanje ali pa razkazovanje podobnih pridevnikov, znaš, da gre za eno, tako rečem, za eno ekspresionistično totalnost, veš? In zdaj, Vse te tega vprašati. Ne, vprosti, stopnjevanje v Sloveniji poznamo samo 3 stopnje. Okay. Od presežnika naprej je sam še rajpol, ali pa kako. Ne? In tukaj je približno isto, čeprav so rekli takole, ne, da gre retorika, da rečeš enemu ubojcu pate, onik še zmeram na oboje otroku, recimo, rečeš ubojcu pate, in to on še zmeram ne, in to narediš ubojcu pate. Pa vzameš to pate, pa govoriti se kaš. Pač karkoli že narediš, hočem reči, da uvedeš še eno stvar, zato ker se pač stopnjevanje ne prime, ampak a veš, da jih imaš pa 15, zato da stopnjuješ, je pa po svoje že... V permisivni vzgoji jih je... A ja, no. Se sprevijajo. Pa če se pa to zajmoš, pa ga borite še da doži, ko niso zapor. Mislim, vsekakor bo tista zadnja verzija, ki je Avguštin naredil, enostavno tista, s katero sem šti strinjal in dokjer si pač prišel v svojem pogledu oziroma v svoji refleksiji na svoj opus. Ja. Več ti pa ne smemo naložiti, ne? Ne, se zdaj, da ne boste misliti, da so vsi stavki taki, to se, vsake toke, ne.
Je tudi en stavek, zanimivo, v Aju je en stavek brez glagola in to sem prevajalec v angliščini opazil, noben so vam ga ni bregnil. So rekel, te bojo sigurno si iznorili. Ampak, noben. Stavek, enostransko dolg, brez glagola. Ja. To je tako, kot pripredi smolnika brez pike, ne? Ja, no, ni brez glagola še malo huj. Ja, Ona glagola ima, sem piknila pod očim. Priznam, da je brez glagola. Brez glagola hudo. Čeprav tudi ne mislim tako. Ampak je namenoma brez glagola. Zato, ker ti z glagolom v naslednji stavku takoj prvo besedo dobiš. Ja. Ja. Razumem. Pa ni to eksperimentalno. Spet sem to naredil čisto. A veš, zdaj v kompoziciji imaš posebno v modernizmu, imaš take barvne efekte, ki se jim reče nizanje zvočnih, ko se reče plasti. Ne? In tukaj sem nizal zvočne plasti in prišlo do taka, recimo klaster je to, zvočni grozd. Tako še veš, čutiš, potem je pa tukaj jih plastiš, da čutiš to, kot en glas, skoraj že kot šum. In zdaj eni, recimo, poznate mogoče od Prokofjeva balet Romeo in Julija. Vedno, marsikdo od vas prizna. Da na začetku tega baleta, ki so te svite, je en tak zelo oster, ne lepo zvenič, zvočni grozd, ki se potem razveže v en sam ton. In to je en tak efekt v bistvu neke vrste anticipacije, po drugi strani pa tudi neke vrste, kako gradiš dramatsko napetost. In tudi ta stavek je scena pogreba, to je takrat, ko pride prvič Ajda, ne? No, ja, ne. Ona ve pa lahko. Ja, Ne, se mi zdi, da No, in v bistvu to ti vedno naprej vržem, ne vedno, ampak dostikrat preidi k bistvu. pride v bistvu pač s tem stavkom brez glagola, z nizanjem nekih impresij, sem pripravil tisto, kar potem dejansko pride. Ne? In to sem samo enkrat uporabljal. Če to jaz velikrat uporabljal, bi mi rekli, da sem inovator. Še eno stvar, preden sklenem, bi rada upomnila, da recimo, jasno, marsikaj je tukaj not, kar še nismo omenili, ampak med drugim je tudi polno pametnosti, ne? Recimo, ne seveda samo v zvezi z glasbo, kjer pravi, poljubita se na usta, nadaljevanje pa je sledilo skladno vzburljivemu poteku Šomberkove Ozarjene noči. Ne? Ampak so tudi druge filozofske zadeve, recimo, kaj se jim, da misliš, da greš gledati, da so Demostenovi govori podobni Mussolinijevim in Hitlerjevim, ne? Ali pa pač neke take... Malo niso. Hočem reči, da so pač te pametnosti, ki ti dajo misliti in lahko greš gledati, kaj je res pisatelj s tem mislil. Nisem rekla, da niso, ne. In tako, da tukaj je še teh stvari, ampak recimo vsaj osnovnih nekih takih otočkov smo se dotaknili, tako da mogoče mnoga ne bi bilo slabo, da ti prebereš drugi del. Ja, čeprav mogoče zdaj, ko si omenila tudi te filozofske vložke in ostale, ne, jaz mogoče ne bi nadaljevala s tem srečanjem, ne, ki je pač v istem slogu, ampak malo smo že dolgi, tako da zdaj... A vas že se dalo bolijo, ali še? Poslušaj. Torej, tole potrajalo 6 minut. Zdaj, če ste za, ok, če ne bom pa nekje vmes ustavila. Roke gor, to je za. Ja, tako da, ali pa se zmenimo tako, ko imate dosti, sam rečete dosti. Jedej. Pa takoj nekam. Pri Igorju to ne pali, ampak pri meni pa dela. Ja, malo te moram ukrivati včasih. No. Ja. Se vidim z ljubezni, tako da. Seveda.
če ne bi imel tako ljubeče urednice, potem je bile tvoje knjige. Ne bile knjige, bile fajli računalniku. Ja. Ta heca privatiziranja. Nikogar več ni mikalo jest preostale sladice ali srebat, zdaj že prijetno toplega čaja. Vsi prisotni so bili dovolj odrasli in obenem osebnostno zreli, da je v njihovo vest z lahkoto prodrlo razumevanje vsega, o čemer so ta čas razpravljali. In Izina uvodna spodbuda glede obrednega žrtvovanja izbrancev se naenkrat zdela kot malo bolj nedolžni gladiatorski boj v Koloseju, nasproti vsej sodobni rutini iztrebljanja, kjer je vojna postala glavni posel in glavni način pridobivanja dobrin, življenjskega prostora, naropanega in zaplenjenega tujega bogatstva, ter v izrojenosti samega ustroja celotne družbe najboljši način za kovanje nezamisljivih dobičkov. K vojni zdaj niso več pozivali bolestno častihlepni ter oblasti željni junaški bojevniki in osvajalci, nedosanjani Aleksandri Veliki, Cezari ali Napoleoni, ki komaj čakajo, da nad glavo zavihtijo svoj meč in njim predano vojsko neustrašno povedejo v smrtni boj, ki ga bodo še tisočletja opevali pesmi. K vojni se zdaj poziva iz sejnih dvoran v stotem nadstropju brezobličnih steklenih nebotičnikov, kjer ob dolgi mizi zasedajo upravni odbori kot hidra razrastih podjetij, ki proizvajajo smrt. O vojni se govori kot o poslovni priložnosti. Zraven si prikazujejo najrazličnejše grafikone, s katerimi so razčlenili predviden donos in dobiček. Vsi tisti, ki o tem razpravljajo in odločajo, so napravljeni v najdražje poslovne obleke. Tako moški kot ženske, tu ni razlik. Njihov govor je povsem hladnokrven in brezčuten in nihče od njih ni nikoli v življenju od blizu zrl niti v bojišče, niti v rokah ni držal nobenega kosa orožja, niti ni zavohal grozljivega smradu po ožganem mesu, železastega vonja po krvi ali pa zaudarjanja razpadajočih trupel. Še samo smrtjo so se srečali le ob umetelno načičkanih spominskih slovesnostih, ko jim je največkrat truplo starih staršev ali pa pravega in neposrednega roditelja nekje ob steni dvorane, kjer so se vznova pregrešno dragih žalnih oblačilih zbrali za koktejle, ležalo v žametno oblazinjeni krsti in je bilo že predhodno balzamirano. Za to priložnost pa tako naličeno in nadišavljeno, kot bi gledali popovsko kurbo. Nobeden teh podjetnikov smrti nikoli ni videl izmaličenih ali pa iznakaženih teles preživelih ranjencev, zdaj invalidov za vse življenje, ki so ostali brez udov, nekateri brez oči in nosa, z luknjami in udrtinami v lobani, nemočnih nesrečnikov na vozičkih, obsojenih na bedo in životarjenje brez konca, na človeka nevredno življenje, ki so se hote ali nehote znašli znotraj poslovne strategije uboja in uničenja, a niso bili rojeni pod srečno zvezdo. A še manj gane te kravatarje neznosno trpljenje in opustošenje, ki ga za sabo največkrat čisto nedolžnemu človeštvu, otrokom, materam, starcem, katerim v poslovnih strategijah niso namenili prostora za mirni vek na zemlji, puščajo njihovi tržni proizvodi, vredni milijone in milijarde, najbolj izrojene stvaritve najbolj izrojenih umov človeštva, zločincev brez primere, ki jim pa še nikoli v vsej človeški zgodovini ni bilo pravično sojeno, kaj šele, da bi prejeli edino zasluženo kazen, brezprizivno in takojšnjo napotitev na prve bojne črte najbolj smrtonosnega in krvavega bojišča, takega, ki so ga sami zakuhali
in ga v svoji lakomni preračunljivosti na vse načine vzdržujejo. Tja, kjer se pričakovana doba preživetja meri v minutah, od iznakaženih trupel pa ostaja le neprepoznavna gmota, kjer se mogoče zaznajo le krpice vojaške uniforme ter kovinski obesek z imenom poginulega. Menda izdeluje vojaška industrija že orožje za otroke. Kako mehne leske, to prave. Seveda, se tudi otroke so mobilizirali, recimo v Kongu. Ne, gledajte, ta 150 strani, ki bi se jih dal, če bi šli, ko se običajno piše literatura, da ne bi bili recimo 6 strani dolgi odstavki, bi bilo to jih 1400 strani, verjetno pa še več. Kar sem hotel reči, veliko stvari je noter, veliko dimenzij v tej knjigi. Je res to, kar je Nada označila svoje spremljiv svet, in to je knjiga o ljubezni. Ja, ljubezen skozi res zelo široko, veliko zornih potov. Vse, kar je tudi danes me spraševala Meta, je zelo sem hvaležen, je krasno debato si pripravila, res vprašanja, ki imajo težo in tudi, ki zadanejo to, kar je v knjigi. Je pa, pogovarjala so se, mislim, da 3 večere nazaj so se pogovarjala, ker sem bi rekla, da jaz hočem, da imam tendenco, da hočem povedati bralcev, kaj mora prebrati v knjigi. To, če bi hotel, te moči nimam. In tisti, ki boste prebrali, to upam, da smo kakšnega prepričali med vami, da se bo tega lotil. Veliko stvari boste videli, mogoče še zapazili, mogoče izpostavili, ker še sam nisem danes, že leta, kar sem to napisal, več v moji zavesti. Oprosti, tendenca, da hočeš bralcu povedati, kaj mora brati? Kaj mora videti v tem delu, ne? Ja. Se spomnim, ki so se pogovarjali, nisem nekaj. Ja, ampak to si ti zdaj razumel drugače, namreč tam, mislim, tendenca je v tem, da tam ti poskušaš pač narediti eno koncentracijo ali pa skratka z nekimi znaki, besednimi situacijo poskušaš ga pritegniti tja noter. No, se to vsak literat hoče reči. Ja, ampak jaz sem ti bolj hotel reči, da bolj zanimivi so pa tisti skrivnosti, ki jih ti pustiš prver, ampak jih mogoče porabiš samo zato, da zvežeš to. A veš? Da tudi zavajam z fokusom, tudi veš. No, vsekakor ni tam, kjer je 15 pridevnikov najbolj močna zadeva. Ne, to je taka zadeva, ki mogoče zgleda kot eksces, zato se tudi toliko poudarja, zakaj mi je dal 15 pridevnikov. In tudi razumem, ti, za kaj mi je obtožil, sem narcis, ampak jaz, ki sem to pisal, on je to ironično mislil. Vem, sej. Hočeš tega? Ja, kužim, jaz to, ampak... Kecen je to, da je ta prav narcis, to govoril narcis. Ne, ampak, ker sem jaz to pisal, jaz nisem štel pridevnikov, ti božji, to je z mene bruhal, jaz nisem pridevnikov štel, pa je stavk, da pa 15 pridevnikov, pa ne se vsi skupaj je. Tak si, ne? Ja, ne? Turno, da to bili šteli. Ja. Ena kolegica, tudi pesnica, Sara Špelc je rekla, da sem ti blatni vulkani, kaj skozi obrok. Ne, gledajte. Jaz doskrat rečem, da se bojim, ker bom še cel končal, da ne bom sposoben enega stavka napisati, da sem to izčrpal. Kaj ne rečem? Pa že začel pa poezijo pisati. Ja, haiku.